Takole, začeli bomo, zdaj osnova je jasna, maketo je treba narediti tako, da je površina pripravljena za barvanje, potem pa glede na to, kaj želimo s to barvo doseči, zberemo način, kako bomo okruške delali. Zdaj jaz bom danes pokazal 3 načine. Če vzamete tale kos v roke, boste videli, da na eni strani je ful hrapava površina. Ne? Tole je chipping soljo. Se pravi, najprej je pobarvan z temeljno barvo, potem se ta temeljna barva namoči, gor se posuje sol, ko se sol posuši, gremo s končno prekrivno barvo česa. Ne? Sam problem pri tem je to, da ne moreš ravno tam natresti to sol, kamor bi jo rad, ne? Je zelo neprecizna zadeva. Tako da sprav se pa stran potem tako, da enostavno s čopičem pa z vodo to speremo dol. Da se sol stopi, ja, takole. Tako, z vodo se enostavno čopič, voda in se ta sol stopi počas in se zadeva odstran. Predrag, ti uporabljaš tole zaradi rja? Ja, ne, pač slučajno sem to zbral, da je bolj kontrast, da se vidi. Drugače greš lahko tudi, ne vem, če je to pri kakšnem starem avtu, ki je bil štrihan iz modre na rdečo ali pa kaj, ne, je lahko modra osnova, pa potem rdeča čez, pa chipping, pač kjerkoli metoda se zbere. Tako, zdaj vidimo, da so tle kar veliki čipi ratali. Ko odstranimo vso sol, vidimo, pri čem smo. Ne? To zdaj odstranimo zaradi tega, ker nam ni bilo všeč? Ne, to odstranimo zato, da dobimo efekt zgolene barve. Aha. To je to. Tako. Tista sol je zato, da se tam barva, tale zadnja, končna, prekrivna, ne prime. Ne? In dobimo. Ta sol se prelep na vlažno površino. Se pravi, ko je enkrat temeljna barva posušena, zmočiš z vodo, potreseš gor sol, probaš jo natresti čim bolj tam, kjer misliš, da bi to moglo biti, ne? Ker je lahko hitro preveč. Potem pa, ko se to posuši, sol se posuši, prešpricaš z končno barvo in potem, ko se tudi ta barva posuši, lahko jo spereš dol. Ne? Ta sol se zelo hitro stopi in je zadeva več ali manj končana. Zdaj, nasprotna strana. Ne? Nasprotna stran je pa spet ena varianta chippinga, je pa delana s chipping fluidom. In sicer tako, da se je temeljna barva prešpricala z chipping fluidom v 2-3 plasteh. Nikakor se pa ne sme sušiti s fenom, ampak moraš pustiti, da se na zraku posuši, lahko pihaš z airbrushem, da malo pospešeš, ampak nikakor pa ne segrevati. Potem, ko se ta chipping fluid posuši, gremo čez z končno barvo in ko je barva suha, lahko to zadevo samo takole malo namočimo, s čopičem podrgnemo. Namočimo z vodo ali s tem? Z vodo, z vodo. Z vodo ravno tako kot sol. Sam tle pa prednost tega je pa to, da lahko bolj precizno se lotiš, pa res tam narediš okruške, kjer bi jih rad, na delih, ki so bolj izpostavljeni. Potem, ko je to namočeno, pač gremo enostavno z zobotrebcem, pa naredimo takele okruške, kjer želimo. Ne. Pardon, s kjero namočimo barvo? Z vodo. Navadno vodo? Navadno vodo. Tukaj je najprej temeljna barva, potem je chipping fluid. Ko se chipping fluid posuši, greš tole zeleno v tem primeru. Ko se zelena posuši, greš z vodo čez. Fajn je, če je topla, ker hitreje dela. Potem pa pač z zobotrebcem ali pa s koncem čopiča ali pa že kar s čopičem direktno lahko praskaš dole. Ne? Pač na delih, ki so bolj izpostavljeni. Toliko časa, dokler je mokro. Zato skozi je treba, kad narediš mali okrušek, odstraniti s čopičem, pa greš naprej.
Aha. Ja, v bistvu chipping fluid je pod številko 11, to je ta, ne? Predrag, kaj? Ja, sem zdaj ne bomo s tem špricali. Aha, to je to v bistvu. Ja. Zdaj lahko tudi tako narediš, da imaš videz dvignjene barve. Ne. Z obotrebcem sam malo popraskaš tako, da barvo dvigneš, pa ne odstranjuješ potem več z čopičem, ampak pustiš, da se takole posuši. Vedno pa to tam, ker misliš, da je zadeva obremenjena v tolikšni meri, da pride do poškodb barve na bolj izpostavljenih delih. Recimo kakšni vijaki, pa pokrovi, kakšne servisne odprtine, kjer je dostop do notranjosti, tam, kjer se večkrat to gor pa dol daje, se že od orodja pa od uporabe zadeva zdrsa. To je že prej bilo s tem. Ja, že prej je bilo, ja, zdaj, da ne bi tle špricar, pa veliko časa vzame. Ne. Je pa tako, ko greš s končno barvo čez chipping fluid, lahko delaš naprej tudi čez en mesec. Ni treba to, ne vem, danes narediti. Lahko pripravaš, potem pa, ko imaš čas, pač mogoče malo del traja, topla voda pa pospeš zadevo. Takole. Zdaj sam speremo vse skupaj, celo površino.